Lep dober večer vam želim v 2. januarski oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Tokrat se bomo pogovarjali o izzivih komunikacije. Poglejte, koliko dvojk je v letnici 2022. Same dvojke. Drugo tisočletje tudi sicer v ospredje postavlja komunikacijo, povezovanje, sodelovanje, globalno povezovanje. Torej, ta tema bo za časa našega življenja še kako konkretna, aktualna in tudi spreminjala se bo. Torej, danes bomo govorili o tem, kje ležijo izzivi komunikacije, kje pa ležijo vaši blagoslovi in vaše močne plati. Nekateri izmed nas lažje govorimo, meni se sicer zdaj malo zatika. Se zgodi. Nekateri so zelo introvertirani in težko iz sebe spravijo besedico ali dve. Ljudje smo si med seboj različni in to je edino pravilno. Eden izmed velikih izzivov v komunikaciji pa je, da določene besede, določeni pojmi, določeni izrazi za različne ljudi seveda simbolizirajo različno. Dom, družina, komunikacija, odnos, pogovor, to, da sva midva fant in punca, to, da sva midva prijatelja, to, da sva midva sodelavca, soseda. Kaj se to za seboj potegne, je seveda razlika. Ali govorimo z nekom, ki je zelo introvertiran in si morda želi stika čim manj, ali z nekom, ki je ekstrovertiran in potrebuje stika čim več. Ljudje smo si različni. Tudi danes bomo naredili pregled po naših številih življenjske poti od 1 do 9 malo kasneje. Pričeli pa bomo ravno s tem opomnikom. Sprejemajmo drugačnost. Potrudimo se jo razumeti. To, da nekaj razumemo, ne pomeni, da to odobravamo. Ne pomeni, da se s tem istovetimo. Ne pomeni, da to podpiramo. Pomeni preprosto, da razumemo. Leti 2020 in 2021 sta bili zelo intenzivni. Obe leti sta v ospredje postavljali ravno drugačnost. In testirali našo sposobnost sprejemanja drugačnosti in našo sposobnost komuniciranja. Torej, veliko ogledal smo prejeli v teh zadnjih 2 letih in še več jih je pred nami. V naših odzivih pa se skriva kvalitetna in dragocena informacija, ki še morda potrebujemo, malo rasti, malo se naučiti ali pa morda veliko, odvisno. In tukaj smo zato z vami tudi vsi, ki želimo pri temu pomagati. Kako lahko numerologija pomaga? Tako, da nam pomaga razumeti nas same in obdobje, v katerem smo. Torej, ker vemo, da bo leto 2022 leto izzivov ljubezni do sebe, vemo, da bo potrebno postaviti mejo in kako drugače bomo to storili, vendarle, če ne preko komunikacije. Torej, pripravimo se na leto, v katerem bo potrebno povedati, kaj ja, kaj ne. Prvi korak bo januarja seveda sploh izbira tega, kaj ja in kaj ne. Več o tem sem povedala v prejšnji oddaji, če ste jo zamudili, vabljeni na moj YouTube kanal, si jo lahko pogledate še enkrat. Torej, januarja nas bodo sami dogodki, sami izzivi potiskali v smeri točno tega vprašanja. Kaj ja in kaj ne? In kako boste to povedali? Torej, ko govorimo o izražanju, govorimo pravzaprav o pretoku informacij. Kako bomo zdaj te informacije spravili do druge osebe? Če se pogovarjamo z majhnim otrokom, sem prepričana, da ne bomo izbirali strokovnih, učenih, latinskih izrazov, ampak bomo se izražali bolj preprosto. Tudi sicer, ko govorimo v pogovorih o nekih situacijah, kjer so čustva intenzivna, ki so močna, kjer mu je druga oseba prizadeta, ali smo prizadeti mi, ali govorimo z osebo, s katero tudi sicer nekako ne najdemo skupnega jezika, se zdi, da mi govorimo kitajsko, oni arabsko. Uporabljajmo kratke stavke, jasne stavke. Bodimo že vnaprej prepričani in definirani, kaj želimo povedati. Brez dolgih odvisnikov, brez tega, da odjadramo in zafilozofiramo o nečem drugem tam, okrog. Okrog riti v varžec, so včasih rekli. Kaj je tisto, kar želite povedati? Kaj je tisto, kar želite izraziti? Kako to lahko storite na čim bolj kratek, jedrnat in razumljiv način? Jaz rada rečem, če bi bila zdajle jaz Marsovec in sem pristala na Zemlji in sem rekla, kje je zdaj ta Elon Musk in vsi tisti, ki hočete priti živeti na moj planet? Ne. To pa ste vi, dragi zemljani. Če jaz ne poznam Zemlje, ne vem, kaj je človek, ne vem, kaj je žival, ne vem, kaj je rastlina, ne vem, kaj je voda, ne vem, kaj je gora. Nič ne vem, vendarle sem prišla z Marsa, ki je zelo drugačen. Kako bi mi opisali sebe in kako bi mi opisali to, kar želite izraziti?
Torej, če imate pred seboj nekoga, ki je prišel z neke zelo drugačne stvarnosti, ki bo po vsej verjetnosti potreboval veliko več informacij kot nekdo, ki vas sicer pozna, kako bi izrazili svoje stališče? Ko se bomo postavili v tako vlogo in bomo tako pričeli s pogovorom, je velika verjetnost, da nas bo druga oseba seveda lažje razumela, kajti pričeli bomo pri začetku. Kar pa velikokrat vsi mi storimo, je to, da pričnemo pri sredini, se pravi, začnemo že govoriti o nekih posledicah, brez da bi sploh pričeli z jasnimi mislimi in z jasnimi dejstvi. Aha, ostajajmo pri dejstvih. Ostajamo pri dejstvih in pri kratkih podatkih. Torej, uporabljamo besede, ki se jih težko narobe razume. In tukaj postane seveda zadeva včasih malo problematična, kajti beseda ljubezen, beseda pogrešam te. Vsi ti izrazi lahko za nekoga pomenijo nekaj zelo drugega. Torej, takoj na začetku odnosa, predvsem tisti, ki ste samski, predvsem na začetku odnosa si je potrebno povedati, kaj mi kot partner v odnosu potrebujemo, pričakujemo. Nekateri potrebujejo zelo veliko bližine, drugi manj. Nekatere pozornost duši, jim gre na živce, jo dojemajo kot kontrolo, jo dojemajo kot komandiranje, jo dojemajo kot da nam nekdo pamet soli. Drugi potrebujejo pozornost, potrebujejo, da se jih vpraša, kako so, potrebujejo izraziti, kako so, potrebujejo razložiti, kaj se mi je tekom dneva dogajalo, nekateri ne. Ljudje smo si med seboj različni, zato je zelo pomembno, da v komunikaciji, ko govorimo o nečem zelo pomembnem, smo jasni, razločni, kratki in jedrnati. In ko govorimo o ljubezni, o romantiki, o situacijah, kjer so vključena čustva, ker je lahko tudi žalovanje, ker je lahko tudi izguba, ker je lahko tudi razočaranje, kar je lahko marsikaj. Čustva niso samo lepo, zaljubljeno stanje. Ko je nekoga strah, ko je nekdo v stiski, vprašajmo, kaj potrebuje. Velikokrat želimo pomagati z najlepšimi in najbolj plemenitimi nameni, pa enostavno ne vemo, kako. Oziroma je naš pristop takšen, kot bi si mi želeli prejeti pomoč. Se pravi, če potrebujemo veliko pozornosti, če potrebujemo nekoga, da nam prisluhne, da nas razume, potem bomo tudi mi na drugo osebo morda pa pritiskali s tem, kajti morda pa druga oseba potrebuje svoj mir. Med nami so osebe, ki se potrebujejo odmakniti, jaz temu rečem, grejo v svojo jamo, analizirajo, študirajo, stuhtajo, ližejo svoje ravne kot lev in nato pridejo ven in skomunicirajo enostavno svoja dognanja bolj kot ne. So osebe, ki so zelo dramatične, ki morajo svoje čustva izraziti zelo strastno, zelo impulzivno, glasno, običajno, zelo impozantno. So osebe, ki se zrelo pogovorijo, so osebe, ki se manj zrelo pogovorijo. In vse to je prav, kajti različne smo si. Ampak naučimo se vprašati. Ko vidimo, da je nekdo v stiski, ko vidimo, da se nekdo lovi, vprašajmo, kaj potrebuješ, kako ti lahko pomagam, kaj rabiš, da storim. In po drugi strani seveda se naučimo tudi to sami pri sebi izraziti. Dovolite mi, da podelim eno fantastično izkušnjo, ki sem jo jaz imela v Glasgowu na kopu lansko leto. Bila sem v skupini deklic, vse so bile krepko mlajše od mene, vmes je ena izgubila svojo kreditno kartico, kar je seveda na drugem koncu sveta, ženska je bila indijanskega rodu, no, punca je bila indijanskega rodu. Panično je iskala kartico, ni vedela niti, kako se jo prekliče, niti nič. Kar pa je bilo meni fantastično, pa je bilo, ko sem ji želela pomagati, se je obrnila k meni in je rekla, zelo sem utrujena, strah me je in zelo sem introvertiran tip človeka. Če me pustiš pri miru, mi boš s tem najbolj pomagala. In to je bilo meni tako fantastično. Punca je bila stara 20 let in je znala tako kvalitetno, umirjeno in suvereno izraziti, kaj potrebuje. Ona se ni opravičevala. Ona tega od mene ni zahtevala, ni me to prosila, ona je bila popolnoma v svoji energiji, v svoji notranji moči, poravnana pač s situacijo, v kateri je bila. Utrujena, strah jo je bilo, da je izgubila kartico, ker je introvertirana, pa je vedela, da jo najbolj potrebuje ta mir. Kako zelo kvalitetna je ta informacija za nekoga na drugi strani, ki ne ve, ali naj te zdaj objamem, ali čem s tabo jokati, ali greva vse kovčke na glavo obrniti, kaj naj storim. Ker želimo pomagati, velikokrat se obnašamo kot slon v trgovini s porcelanom, zato naj nam vsem to preide v navado.
Sebe dovolj dobro poznati, da vemo, kaj je v situaciji, ko nas je strah, ko smo utrujeni, ko smo bolni, ko smo naprično zaljubljeni in vse tako dobro, ko smo padli noter v neko novo idejo, v neko novo pot, v nek nov projekt, v svoje poslanstvo, v to, kar mi verjamemo, da nam bo prineslo srečo. Se pravi, v vseh ekstremih čustvenih situacij je prav, da vemo, kaj potrebujemo od sogovornika, od življenja in kaj mi prinašamo. Nekateri ljudje zelo vsiljujejo svojo stisko drugim, zelo potrebujejo druge prepričati, kako zelo so oni prizadeti. Nekateri pa to zelo skrivajo v sebi in ravno takrat, ko so tiho, najbolj trpijo. Torej, prvi korak je, da poznamo sebe, da znamo točno povedati, kaj potrebujemo v dobrem in v slabem in da znamo prisluhniti tudi tistim, ki so od nas različni in jih upoštevati v dobrem in v slabem. Tako zelo preprosto to zveni, ampak kako zelo zakomplicirano je lahko, kaj ne? Torej, zdaj bomo naredili pregled števil življenjskih poti od 1 do 9 in na hitro se bomo dotaknili vsakega števila, na kaj biti pozoren v dobrem in v slabem. Dajmo zračunati število življenjske poti, jaz verjamem, da to zdaj pa že znate, pa vseeno na ekranu še en primer za tiste, ki nas sledite prvič ali morda še ne veste, katere je vaše število življenjske poti. Verjamem, da ste do sedaj to že zračunali, pričnimo z enkami. Enke ste zelo samozavestne, samostojne, neodvisne osebe. Zato v dobrem ste polni energije in vam grejo običajno ljudje, ki ne vejo, kaj hočejo in mečkajo in so počasni. Iskreno povedano, da lahko tudi malo na živce. Kadarkoli pa ste vi v stiski, pa bodite pozorni, da niste preveč impulzivni v svoji komunikaciji. Se pravi, da morda niste nesramni zato, ker se vam je nekaj slabega zgodilo, ampak da znate skomunicirati. Kadar ste pod pritiskom, se osredotočite na tista področja življenja, kjer pa imate občutek neodvisnosti in samostojnosti. Se pravi, če morda na področju, bomo rekli, ljubezni vam ne gre najbolje, potem se osredotočite na kariero in obratno. Torej, poiščite tisto pot, tiste občutke suverenosti, ki jih potrebujete, zato da greste naprej. Bodite pa potrpežljivi z okolico, kajti okolica vam ne more brati misli in izrazite, da morda potrebujete mir, morda potrebujete odmik ali enostavno samo rečete, sorry, stari, ful sem slabe volje, nisi ti nič kriv, tečen sem, zoprn sem, sorry, pust me pri miru. Oziroma, tudi če mogoče že zabevskate, vzamete to nazaj in se opravičite. Število življenjske poti 2. Za vas velja pa ravno obratno. Spregovorite, ko ste v stiski, povejte, kaj potrebujete. Ste čudovit sogovornik, ste nekdo, ki zna zelo hitro zaznati stisko drugih oseb. Sploh tisti, ki imate mogoče mojstrsko število 11-2 prisotne v svojih osebnih izračunih. Imamo namreč kar 5 osebnih numeroloških števil, ne samo 1. Rahločutni ste, senzibilni ste, potrebno je izraziti drugim, kaj vi potrebujete. Kajti glede na to, da vi včasih znate kar uganiti pa prebrati misli svojega sogovornika in veste, kaj potrebuje, pa vsekakor vsi vaši sogovorniki ne morejo vedeti, kaj pa je tisto, kar je za vas pomembno. Torej, ko potrebujete mir, ko potrebujete objem, ko potrebujete nekoga, da vam prisluhne, da vas razume in morda ne komentira nazaj, ampak vas samo posluša, dajte to povedati. Podobno velja tudi za število življenjske poti 3, torej drage trojkice, včasih ste malo dramatične, s tem ni nič narobe. To je le dokaz, da je vaša kreativnost še vedno aktivna, da je vaša domišljija še vedno bujna. Ampak absolutno so včasih, ko ste preobremenjeni, ko ste prizadeti, ko vas je strah, nekoliko dramatični. Torej, umirite se, preden gre ta domišljija prehitro in predivje v negativni smeri. Predvsem pa, če se zgodi, da ste do sogovornika morda agresivni, pa se tega ne zavedate, potem se pogovoriti, se opravičiti, vzeti nazaj. Ko ste prizadeti, dajte povedati, kaj potrebujete, tudi če to pomeni, da rabite nekaj 5-krat povedati. Ljudje smo si različni. Nekateri povejo, kaj je narobe, nekateri rabijo to večkrat povedati, kajti med tem procesom, ko to govorijo, sami neke stvari ozavestijo ali pa iz reakcije sogovornika prepoznajo neko dragoceno informacijo ali uvid. Torej, tako kot da dvojke tudi za vas velja, povejte, kaj potrebujete in predvsem naj vas ne bo sram, če vas nekaj boli. Niste preobčutljivi in če vam nekdo reče, da delate dramo, zakaj pa imate svojo domišljijo? To ni nič slabega. Število življenjske poti 4. Vi pa znate biti resnobni,
Bi rekla, da včasih slišite tudi, da ste trmasti, da se vam nič ne da dopovedati, da predolgo vztrajate pri svojem, s čimer pravzaprav ni nič narobe. Zelo cenite poštenost, zelo cenite odkritost, seveda zato ne marate ljudi, ki lažejo, podobno velja tudi za sedmice. V pogovoru pa vseeno prisluhnite drugi strani. Tudi če se ne strinjate, prisluhnite. To pomeni, da izkažete spoštovanje sogovornikom. Ne glede na to, da ste morda pristaš rumene barve, pa se pogovarjate z nekom, ki je pristaš modre barve, še vedno lahko najdete en skupen odtenek zelene. Vedno lahko najdemo skupne odtenke. Prav je, da vztrajate pri svojih stališčih, prav je, da ste načelni, takšni pač ste, ampak v komunikaciji je pa zelo pomembno, da znate tudi prisluhniti stvarem, ki vam grejo na živce. Ljudem, ki vam grejo na živce in situacijam, ki vas zelo nervirajo. Ravno tam se bo pa morda skrival nek nasvet, neka rešitev, neke druge situacije, ki vam morda ni pogodu. Število življenjske poti 5. Ste dinamični, ste hitri, iščete drugačnost, ste spontani v življenju in načeloma drugačnosti ne obsojate, kar je fantastično. Ampak vaš sogovornik ima pa lahko sem ter tja občutek, da tudi njega ali njo ne jemljete resno. Torej malo bolj umirjeno v komunikacijo, kadar govorimo o resnih pogovorih in o pogovorih, ki vam niso všeč, kajti če smo iskreni, včasih, če je nekaj boleče, včasih, če govorimo o očitkih, katerih ste vi deležni, jo skoraj da raje ucvirnete stran, kot da bi vztrajali in čakali, da vam bodo še malo težili o nečemer, s čimer se itak ne strinjate, koliko je to bedno. Torej, drage moje petke, ni vedno tako, se pa zgodi. Prisluhnite, ni se vam potrebno strinjati, ampak, kot sem rekla prej, izkazite spoštovanje sogovorniku, ki pa morda je moral premagati svoj strah, da vam je povedal, kaj ga ali jo moti. Ne iti nazaj v krek, ne iti nazaj v neke dinamične izbruhe čustev, preprosto prisluhnite, se še vedno lahko na koncu rečete, hvala, ker si z mano delil svoje mnenje, ne strinjam se s tabo. Število življenjske poti 6. Za vas je postavljanje meja, za vas je postavljanje, bom rekla, okvirjev okolici in vsem tistim, ki jih imate vi radi, kar življenjska lekcija in verjamem, da ste s tem se soočali že od malih nog in verjamem tudi, da ste se že veliko naučili. Dodala bi le, vso pravico imate do lastne sreče, torej, če še vedno se soočate z izzivi požrtvovalnosti in tega, da odrekate svojo srečo, svojo radost za voljo tistih, ki jih imate radi, v tem primeru si drznem trditi, da bo leto 2022 naporno. Torej, izrazite, kaj je tisto, kar vi potrebujete v prijateljskih odnosih, poslovnih odnosih, sosedskih odnosih, ljubezenskih odnosih, predvsem pa izboljšajte odnos in komunikacijo, ki jo imate s seboj. Bodite bolj strpni do sebe in predvsem tudi vi sami sebe vprašajte, kaj pa zdaj li potrebujem, kajti v določenih situacijah potrebujemo mir, v določenih družbo, za vas to še posebej velja, ker tako zelo radi pomagate drugim, podobno velja tudi za devetke, radi pozabite na to, kaj pravzaprav pa resnično potrebujete vi. Torej, raziskujte, kaj vam pomaga in na to tudi vi spregovorite, predvsem s tistimi, ki so vam najbližji, kajti ravno njihovo podporo najbolj potrebujete. Torej, ko govorimo o komunikaciji, jasno, kratko, jedrnato, pa bo šlo lažje. Število življenjske poti 7. No, predajanje informacij pa vam resnično ne predstavlja nobenih težav, malo pa se lahko zatakne, ko govorimo o čustvih. Torej, ste nekdo, ki zna zelo pragmatično predstaviti stvari, definirati stvari, ki zelo ceni resnico, karkoli ta resnica je, tudi če ta resnica boli. Torej, ko ste vi v komunikaciji z nekom, komur želite predstaviti resnico, nekaj, kar menite, da ta oseba rabi vedeti, dajte biti pri tem sočutni, če gre za nekaj, kar bo to osebo prizadelo. Ste nekdo, ki na življenje gleda zelo, bom rekla, faktualno. S tem ni nič narobe, ampak na drugi strani je pa morda oseba, ki bo iz tega naredila zdaj ful dramo, ali pa se bo preprosta beseda, komentar je zelo dotaknil. Vi ste tip človeka, ki se radi usedete, ki se radi pomenite, ki pač tudi uživate v tem, oziroma mogoče ravno ne uživate, ampak cenite nekoga, ki vam pove resnico, če tudi vam to ni všeč. Na drugi strani vaš sogovornik morda ni tak, torej v komunikaciji z drugimi mora biti malo bolj počasni, ne biti, nekaj ti moram povedati, težka žena te vara.
malo takta. Sicer pa ste izvrstni v strokovnih pogovorih, v pogovorih, ki zahtevajo natančnost, zato vam verjetno včasih očitajo, da ste malo picajzla, da ste preveč natančni, da ste preveč resno vzeli besede drugih. Pravzaprav pa gre za to, da ko vi date svojo besedo, jo držite in seveda to potem pričakujete tudi od drugih, ki pa vam morda v temu pač niso podobni. Število življenjske poti 8. Ste osebe učinkovitosti, ste osebe dobre organiziranosti, ste osebe, ki imate rade stvari v življenju definirane, ki včasih zelo burno in energijsko izrazite svoje mnenje. Kot smo prej povedali pri sedmicah, zelo pomembno se je zavedati, kakšnega sogovornika imate. Če imate na drugi strani zelo senzibilno osebo, vi pa pridete s takim velikim oblakom energije, ker to pač ste, velik oblak energije, lahko drugo osebo kar malo zasenčice oziroma malo zadušite. Torej samo nič ni narobe z vami, pa z vašo energijo, ampak biti samo malo bolj pozoren, da niste premočni, da enostavno niste šok elektrike, ampak da vseeno poveste stvari umirjeno in počasi. Ko govorimo o vaši lastni komunikaciji s seboj, tudi za vas velja, bodite bolj strpni, predvsem pa definirajte oba pola življenja. Kaj potrebujete na duhovni in kaj potrebujete na materialni sferi. Kaj potrebujete po dnevi in po noči. Torej, življenje včasih gre v en ali v drug ekstrem. To ste zagotovo do sedaj že opazili. Podobno seveda potem s tem tudi vaše potrebe v odnosih. Kaj potrebujete v dobrem in kaj potrebujete v slabem, veste samo vi. In zato je zelo pomembno, da znate to tudi skomunicirati vi. Ko iščete rezultate, ko se vam mudi, takrat seveda je pomembno, da okolici in ljudem, s katerimi sodelujete, če so počasni, če vidite, da vas ne dohajajo, primerno poveste, kako in na kakšen način si želite, da so aktivni. In še število življenjske poti 9. Ste sočutno bitje, zelo radi prisluhnite drugim, zelo radi se razdajate drugim, to v vsaki oddaji poudarjam. Torej, v komunikaciji z drugimi pa je pomembno, da znate tudi vi primerno skomunicirati, kaj potrebujete in to potem tudi sprejmite. Pravzaprav v vašem primeru ne gre tako zelo za izziv komuniciranja ali definiranja, kot gre bolj za izziv sprejemanja. Torej, ko govorimo o sprejemanju, definirajte, da želite za sebe sprejemati dobro, pošteno, ljubeče in nekako ne sprejemajte slabo. Leto 2022 bo tudi za vas ključnega pomena, ko govorimo o postavljanju meja. Pravzaprav pa tukaj bo šlo bolj za to, kakšne ljudi sprejemate v svoje življenje. So to korektni ljudje ali so to ljudje, ki so bolj kot ne, nepošteni. Glede na to, da tiste osebe, ki so nepoštene, še kako zelo potrebujejo vaše sočutje, da bi lahko ozdravile tiste rane v sebi, zaradi katerih čutijo potrebo po nepoštenosti, je seveda pomembno, da znate presoditi, kateri ljudje stopajo v vaše življenje, ker ste vi njim na nek način učitelj, zdravitelj, terapevt in katere osebe stopajo v vaše življenje kot vaši prijatelji, vaši učitelji, vaši terapevti. Tu je zelo velika razlika. Tako, to je bil pregled od 1 do 9. Jaz verjamem, da pri prav vsaki številki smo našli tudi kakšen nasvet za sebe, smo se malo prepoznali. Ljudje smo vendarle večplastna bitja. Vloge, ki jih igramo v našem življenju, so absolutno kompleksne. Vloga mame, vloga očeta, vloga starega starša, otroka, sodelavca, partnerja, prvega fanta ali pa resnega fanta, se pravi kasneje partnerja, očeta. Te vlogi ste si lahko zelo različni. Tudi med prijatelji. Imamo prijatelje, s katerimi preživimo več časa, nekaterimi manj, z nekaterimi se več pogovarjamo, z nekaterimi manj. Torej, vlog, situacij, odnosov v našem življenju je toliko kot tehle snežink za menoj. Vsak odnos je seveda unikaten, vsaka situacija znotraj tega odnosa pa tudi. Zato je pomembno, da vemo, kje so naša načela, katere so naše vrednote in predvsem, kje so naše meje. Obstajajo ljudje, ki morda resnično meje nimajo, ker se jim zdi vse sprejemljivo. Obstajajo ljudje, ki se jim zdi vse nezaslišano, grozno, ki v vsem najdejo nekaj slabega oziroma se tudi za čokolado, ki so jo pojedli, lahko počutijo krive. Ljudje smo si različni, s tem ni nič narobe, ampak stopajmo po poti tega, da vključujemo vso to različnost brez obsojanja, ampak z medsebojnim spoštovanjem. In jaz verjamem, da ne glede na to, kako zelo drugačno osebo imamo pred seboj,
kako zelo morda zahtevno situacijo se soočamo, kako zelo boleča je morda ta sama situacija. Verjamem, da če stopamo s spoštovanjem, z nekim zanimanjem, kaj želi druga oseba povedati, z zanimanjem, kako se počuti. Ko nam je mar, bomo našli pot. In če imamo na drugi strani osebo, za katero je pravzaprav očitno, da v komunikacijo z nami ne stopa spoštljivo, če imamo občutek, da drugi osebi ni mar, če imamo občutek, da drugo osebo v resnici ne zanima, kako smo mi, ali kdo smo mi, ali zakaj je temu tako, potem, kaj ni prav, da se postavite za sebe in se morda odmaknete. In jaz verjamem, da je to težko, jaz verjamem, da so situacije in odnosih, v katerih se to zdi nemogoče. Imamo starše, imamo otroke, imamo stare starše, imamo šefa, ki mu ne moramo reči, kaj grozno si ne znaš komunicirati, jaz zdaj grem. Verjamem pa, da lahko najdemo način, da sebe ogradimo na nek način, kajti prav nobena oseba ne more svoje moči nad vami uveljaviti, če ji vi tega ne dovolite. Čeprav je to morda dolg, boleč in težek proces, pa verjamem, da lahko postavimo mejo vsem. Leta 2022 nas bo preizkušalo točno v temo. Torej, ne želim vas strašiti, ne želim reči, da bo slabo leto, ampak življenje pač takšno je. Tukaj smo zato, da se učimo. Torej, predvidevati je, da bomo v situacijah, ko bo potrebno reči ne, postaviti mejo in se postaviti za sebe nekomu, ki ga imamo radi, nekomu, ki ga spoštujemo, nekomu, ki se ga morda tudi bojimo. Zato raziskujmo sebe, svoje močne plati, svoje tiste, bom rekla, lastnosti, ki nas krepijo, zato da bomo lažje takrat, ko bo potrebno, se postavili zase. Da bomo lažje rekli, ne dajem ti več te moči. To je tvoje mnenje, mogoče imaš celo prav, ampak to mnenje mene ne določa in to mnenje meni več ne bo grenilo življenje. Kajti šele takrat se postavimo na pot konstruktivnosti in proaktivnosti. Ko želimo nekomu dokazati, kako zelo smo mi boljši od njih, saj vemo, ko gremo z nekom narazen, vsi smo tako zadovoljni s svojim življenjem včasih. Se zgodi, da pač naš ego to potrebuje iz naše rasne ranjenosti in želimo dokazati sebi, celemu svetu, predvsem pa tisti osebi, ki nas je pustila, koliko smo imamo mi fajn brez njih in potem so na socialnih omrežjih tako super slike, žurk, no zdaj malo manj zaradi dane situacije, ampak mi smo super, tudi če smo prej in potem jokali, ampak na tisti sliki smo pa res the best. Včasih tudi to potrebujemo, včasih potrebujemo biti tisti majhen otroček, ker ti pravzaprav sebi želimo dokazati, da bomo nekoč spet v redu. Ampak na koncu dneva smo vsi v istem procesu. V istem procesu zdrave ljubezni do sebe in prepoznavanja ljudi, ki nas ne ljubijo na zdrav način. To včasih, na žalost, lahko tudi eden izmed naših staršev, morda naš otrok, morda naš partner, morda naša najboljša prijateljica, najboljši prijatelj. Tudi to je življenje, tudi to so težke zgodbe življenja, preko katerih pa verjamem, da bomo zmogli. Torej, če se vrnem na začetek oddaje, pomembno je, da vemo, kaj potrebujemo v dobrem in v slabem, in pomembno je, da se znamo obdati z osebami, ki nas razumejo v dobrem in v slabem, in jim je dovolj mar za nas, da se bodo do nas vedli na način, kot mi potrebujemo v dobrem in v slabem. In absolutno je prav, da smo tudi mi takšne osebe, ki se vedemo na način, kot v dobrem in v slabem naši najdražji potrebujejo. Pred nami ni enostavno leto, pred nami je kar veliko čustvenih izzivov, ampak jaz verjamem, da glede na to, kaj vse smo skozi dajali v zadnjih 2 letih, bomo zmogli, kaj ne da. Upam, da so vam tele informacije pri tem pomagale. Če je bilo premalo, kot vedno vabljeni tudi na mojo spletno stran, na zavihku Osebna rast in na zavihku Numerologije je veliko prispevkov, člankov, delavnic, celo delovnih zvezkov, veliko tudi izračunov vaših ostalih osebnih številk, ki nam bodo na tej poti predvsem v podporo, v pomoč, v dobrem in v slabem. Se vidimo naslednji teden. Čau, čau!